Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes je Miklavžev večer. V glavnem sem rekla, moram posneti tale video, ker koliko strahu je povezanih prav s tem Miklavževim večerom. Ker ni da to, da dobiš darilo, ampak verjamem, da smo skoraj vsi poslušali. Če ne boš pridna, ti Miklavž ne bo prinesel nič daril. Če ne boš pridan, te bojo odnesli parkeljni. In joj, grozljivo, glejte, če pogledamo, kakšen strah se zareže v otroško dušo, ker otrok dejansko si predstavlja, da ga bojo res odnesli parkeljni, pa potem policaji, pa ne vem še kdo. Moraš biti pridan. Glejte, ta pridna punčka, priden fantek, to nam ne koristi, ampak res ne koristi ta program. Jaz se spomnim, recimo, če gledam mojo mladost. Moj oče je imel eno staro knjigo, mogoče, ne vem, 100, recimo zdaj, če gledam, že takrat je bila 100 let stara. In tam je bila ena slikca, kako parkeljni nekega Janeska, koga že, kurijo z vilami, na vile si ga podajajo z vilami in nad ognjem gor. In to mi je bilo tako... grozljivo, moram biti pridna. No, potem se spomnim, pa niti ne vem, koliko sem bila stara, ampak vem, da mama mi je obljubila, da bo sešila oblekco za mojo punčko. In očitno mi je to že dolgo časa obljubljala in je bil potem Miklavžev večer. Po moje sem jo prisilila, da je ona šla šivat tisto oblekco za punčko. In zunaj je ropotal z verigami rožljal sosedov fant. In jaz sem vedela, da je to on, ampak enostavno me je bilo groza. In vem, da je bila mama slabe vole in zdaj razumem. Seveda, ona je bila preobremenjena in jaz vem, kako izgleda preobremenjena ženska. In potem sem jo jaz v bistvu še prisila, da mi je šla delati šivati tisto oblekco za punčko. In potem je vso jezo stresla na mene. In mi je tako globoko v meni ostalo, na ta način, nisem dovolj pridna, In zdaj poglejte, no in potem recimo, zdaj pa če gledam moje otroke, jaz jih nisem strašila, ampak jih je pa babica, tašča, ne? Neprestano je govorila, recimo Saro je ogromno merkala in dejansko Sara se danes tako boji parkeljnov, pa seveda vse ve, ampak enostavno, jo je groza. In seveda, če je poslušala prve 4 leta, če ne boš pridna, te bojo odnesli parkeljni. In zdaj, če gledamo prva 4 leta, prvih 5 let, je otrok dobesedno v stanju, vse, kar odrasli rečemo otroku, se dobesedno prilepi na njegovo dušo. Tako močno je to. In zdaj pomislite, kaj vse se je nalepilo na našo dušo. Vse to programiranje na podzavestni ravni, to vse nosimo s sabo. To ni nobena stvar, ne zgine stran. In dejansko v ključnih momentih mi delujemo iz podzavesti. Čeprav nam zavesten govori, v redu je, varni smo, nič slabega se ne dogaja. Ampak to je program, ki je na našem hard disku, in je kot virus. In dejansko, preverite z mišičnim testom, če imate slučajno vi program, podzavestni program. Strah me je, da pristanem v večnem ognju. Strah me je parklov, strah me je, da ne bom dovolj pridna, da si ne bom zaslužila nagrado. Strah me je, ne vem, jaz se spomnim, ko so hodili parkeljni po hišah, da če nisi bil dovolj priden, ti je Miklavž prinesel palico. Mislim, zakaj? Zato, da bi te lahko pač starši s palico natepala, ne? Joj, se spomnim te stare peči. Dejansko se spomnim tega, koliko strahu je bilo, koliko je bilo teh programov. Moraš biti pridna punčka. In dejansko priden fantek, ne? Dajte preveriti, počiste, jaz zdaj zase, če preverim. Moram biti pridna punčka, ne več. Pač zdaj sem odrasla in mi ni treba biti, moram osrečevati druge, strah, ne. Sem vse to počistila, ampak verjemite mi, nekdo, ki tega ni naredil,
ima v svoji podzavesti toliko strahov pred premiki, glede varnosti. To je v bistvu prepojeni smo s strahom. In ta strah, kaj dela? Strah, kam se naseli? Vsako celico našega telesa. Celični spomin pomeni, da je dobesedno program v vsaki celici našega telesa. In mi, če želimo ta program odstraniti ven, pač najmočnejše orodje, kar jih jaz poznam, je zdravilna molitev dekodiranja. Ker da dobesedno z eno zdravilno molitvijo dekodiranja počistimo en strah. In en stran gre stran in enega po enega čistimo. In vem, da mnogi ljudje se niti ne lotijo teh podzavestnih programov, ker rečejo, ja, to je preveč dela. Se strinjam, veliko dela je. Ampak enkrat v življenju vsak od nas pride do točke, ko enostavno ga duša pripelje do točke, ko reče, zdaj pa ne reče nekaj. Ker te tvoja duša ne podpira več. Gremo še na pozitivna sporočila, da vidimo. To sem hotela povedati. Tele parkeljni. V glavnem, če bi hodil samo Miklavž brez parkeljnov, bi bilo čisto zadost. Za to nežno otroško dušo bi bilo zadost, da bi prišli samo angelčki, pa Miklavž, pa brez parkeljnov, ker dejstvo je, da te parkeljni, ja, res je tradicija, ampak v nežno otroško dušo, otrok par let star, enostavno, to je preveč za nežno otroško dušo. Še za nas odrasle ni prijetno gledati tiste grozne maske in vse vemo, kako izgleda, pa kdo je zadaj in tako naprej, ampak enostavno otroci ne bi smeli biti izpostavljeni temu. V osnovi, lejte, je Božiček veliko bolj prijazno bitje, ker pač pride, obdaruje, ima jelenčke, pač veliko bolj prijazno bitje. Tale cerkveni Miklavž nosi več strahu, kot pa dobrega. To je moje osebno mnenje, vi si pa lahko mislite, kar želite. No, da vidimo. Kaj je ta trenutek pomembno za vse vas, ki mogoče imate še kakšen vzorec iz otroštva. Angelski glas. Dovoljujem, da me vodijo nebesne sile, v sebi sem mirna, slišim vodstvo. Kaj mi pa povzroča nemir? Ja, tudi prav je, da pogledamo tiste temne dele sebe in da enostavno prosimo za zavedanje. In sploh takeli prazniki, ki so polni nekih čustev, bi bilo pametno pogledati, kaj se tam skriva. In kaj ne sodi več v vaše življenje. Slovo. Kaj ne sodi več v tvoje življenje? Mogoče kakšen strah, ne? Kakšna stvar, delaš prostor novemu. Ampak ta vera, to zaupanje, ta dobra čustva lahko zrasejo samo tam, kjer ni strahu. Da vidimo še eno sporočilo. Čas je, da se lepota tvoje duše izrazi na tvojem obrazu in tvojih očeh. Lepota tvoje duše se izraža na obrazu, na telesu. Ti si lepota in milina. Tele karte prehodu na novodobo, Zana je pa prišla zaključek poti. Bodi hvaležna za življenje in za vse izkušnje, ki ti jih prinaša. To ne pomeni konec tvojega življenja, ampak dejansko pomeni konec nekega obdobja. Jaz mislim, da je že čas, da počistimo tale strah, ker nam res ne koristi. In dajmo zdaj pogledati, čarobne morske deklice in delfini. No, da vidimo še ta sporočila. Jaz vam rada karte. Rada imam pozitivna sporočila, karkoli dobiš, vedno je pravo sporočilo, ker karte nam res pomagajo neke korake narediti naprej, predvsem pa bolj pozitivno razmišljati. No, da vidimo. Zaščita. Vi in vaše ljubljene osebe in stvari, ki jih imate v lasti, ste varni in pod vodstvom nebes. Popolnoma ste varni tukaj in zdaj. Naslednja je blagoslovljena sprememba. Pomembnejša življenjska sprememba vam prinaša velik blagoslov. Zdaj naslednja stvar preverite z mišičnim testom. Ali imate mogoče v duši strah pred spremembo? Kako to preverite? Mišični test. Se pravi, če jaz zase preverim strah me sprememb,
ne več. Nekoč me je bilo strah sprememb, strah me je bilo premikov, potrebo sem imela po oklepanju varnosti, tudi če je slaba, še vedno je varnost. Pač to je v bistvu vse so programi, ki jih imamo nekje v podzavesti. In raziskujte svoje možnosti. Čas je, da pogledate še druge možnosti. Dober čas za spremembo. Spremembe, dobrodošle spremembe. Ja, in kdor ima strah pred spremembo, ga kar stisne zdajle pri srcu, kar enostavno reče, jaz nočem sprememb, jaz hočem, da je vse isto. Ampak, če pogledamo naravo, glejte, narava se spreminja. Zdajle je pač čas počitka, narava se umika v tišino, v temo, v mirovanje. In potem, ko pride po 6. januarju, ko se začne nekaj premikati, začne brsteti od spodaj nova energija in ko pride tam februar, 14. februar po Valentinovem, se prav čuti, kako čaka narava na nov proces, novo rojstvo, nov cikl. No in v glavnem, tudi v našem življenju je čas za nove cikle in dovolj je ciklanja. Ker če se ciklate neprestano z enimi in istimi zadevami, dajte pogledati, kaj vas zadržuje. Vzamem še Ošotove karte, ki jih imam. No, v glavnem, da vidimo še Ošotove karte. Jaz imam rada samo tele kreacije, te slikarke, ne sporočila, ki so v knjigi, ampak v glavnem tale slikarka, ki je slikala tele karte, res neverjetne kreacije. Prva. Sprejemanje in vaš notranji razcvet. Ta je prva prišla. Da vidimo, naslednja karta je prišla, povežite se z virom, z izvorom svetlobe, ljubezni, z Bogom. In nedolžnost. Poglejte to kreacijo. Ta kreacija, starček, ki v roki drži oziroma na dlani drži bogomolko. Oziroma, ja, bogomolka je. Se pravi, biti v miru, sam s sabo, svojimi mislimi, brez prepiha v glavi, brez tega, da ti misli begajo iz ene skrbi na drugo skrbi. Ampak je v bistvu zaupanje, tako kot otrok zaupa, da bo Božiček prišel, ko zaupa, da bo 100% zobna vila prišla. In zdaj pomislite, svet, ko odraščamo, je poln pravljic. Če pogledate katerokoli pravljico ali pa recimo Disneyevo risanko, jaz vam zdaj naslednjo imam željo, da jo pogledam, Moano, pa sem pred kratkim pogledala Moana prvi del, to je v bistvu ena havajska deklica in tam je njena babica, ki so imeli vsi za zmešano in potem umre in se spremeni v manto. Vete, ta pravljični svet otrok, vse je možno. Vse je možno. Ko odrastemo, če slučajno slišiš vile ali pa škrate, ti rečejo, da imaš shizofrenijo. A je to tako? Pač tako je. Ta čarobni svet, otroški svet, je vse mogoče. Dejansko, otrok, majhen otrok, ki ima namišljenega prijatelja, je to čisto normalno. Recimo pri nas, moja ta starejša hčerka je imela namišljeno prijateljico, Manco. Mi smo dejansko dali krožnik za njeno prijateljico, zato ker je Manca jedla z nami. Z Manco se je ona pogovarjala, to je bilo čisto normalno, ker ona je imela namišljeno prijateljico in Manca je šla z njo spat in to je bilo čisto normalno, da Manca pač živi z nami. Če ima slučajno odrasel človek, recimo jaz pogosto grem v trgovino, pa se sama s sabo pogovarjam, pa si rečem sama pri sebi. Čakaj, če me bo kdo slišal, bo verjetno rekel, da tale gospa nima prav obrnjenih koleščkov. Pač pomislite, kako različen je svet za otroke, je to čisto normalno. Ali pa recimo, Disneyjeva risanka Inside Out, oziroma v slovenščini je Vrvež v moji glavi. Nimam pojma, če je še vedno v slovenščini, če je še vedno v kinu,
Ampak to je v glavnem od ene deklice, ki je odraščala in potem prišla v puberteto in je imela poplavo čustev. In pravljični svet njenega otroštva začne razpadati. Neverjetna risanka, ki kaže, kaj se nam dogaja v glavi, kako prevzame nadzor jeza in potem prevzame nadzor panika in se vrtinči in tako naprej. Poglejte te risanke, ker so res odlične, ker dejansko pomagajo razumeti čustvovanje, ampak hkrati jaz verjamem v svet, ki je veliko več kot samo tega, kar utipamo, ker to, kar utipamo, je samo gosta snov energije. Dokazano je, da obstaja kvantno polje. Dokazano je, da obstaja misel opazovalca, definira končni rezultat. Se pravi, moje lastno prepričanje definira končni rezultat. Se pravi, če jaz imam moje prepričanje, moram sabotirati svoj napredek. Ali pa strah me je mojih čustev. Kaj se zgodi? Na nek način bom, tako kot v risanki, zajec, ki gre vnaprej in skoplje luknjo, da noter bombo, potem pa naredi 2 kroga in stopi na to bombo in je vas presenečen. Pač dobesedno ljudje delamo to v svojem življenju. Sabotiramo svoj napredek. Najdemo 1001 stvar, da se sabotiramo, da nam ne naredimo nek napredek naprej. Zato, ker to minsko polje čustev zna boleti. In kdo se bo ukvarjal s čustvi, nemo se raje ukvarjati s tem, kaj bomo dobrega pojedali, kaj bomo dobrega spekali, kam bomo šli na kakšno zabavo, na katero predstavo, predvsem pa na katere počitnice. Bolj varno, ker to ne boli. Ja, in dejstvo je, jaz točno vidim na Facebooku, pač če objaviš recept za ajdov kruh, bojo vsi lajkali in tako naprej, tam ko pa razlagaš o podzavesti, ne, to pa boli. Stran od tega, ker to boli. Glejte, ampak slej ko prej nas duša pripelje tudi do tega, ko je treba pogledati, kaj nas boli. In počistiti to, in pogledati čustva, in potem to počistiti in iti naprej brez teže preteklosti. Tako da, kje smo začeli? Pri Miklavžu, a ne pa pri parklih. Dajte počistiti te vaše strahove, ker mogoče vas bo prav tale praznik spomnil, kako ste vi rasli takrat, ko je bil Miklavž, kakšne programe ste poslušali oziroma kaj so vam govorili odrasli, in to je nekaj, kar se je pogreznilo v vašo dušo in tam obtičalo. Tako da počistite to. Uživajte, vse dobro vam želim in ja, seveda, nastavite Miklavžu, mogoče vam kaj dobrega prinese. V glavnem uživajte in naj vam Miklavž prinese dobrote.